Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. V nocojšnjo oddajo InFocus smo tokrat za razliko od politikov povabili gospodarstvenike. Gre za predstavnika enega od najbolj razvpitih ali največkrat omenjenih podjetij v zadnjem času, in sicer podjetje Rotis. Podjetje je bilo omenjeno predvsem v kontekstu afere Patria, njegova vloga je bila več ali manj pojasnjena, malo pa se govori o tem, kaj proizvaja pravzaprav podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1991. Z nami sta gospa Marija Badovinac-Crnković, direktorica in solastnica Rotisa, in Danilo Skebe, direktor sektorja proizvodnje. Dobro večer obema. Mogoče bi gospa Crnković najprej vprašal, kaj je pravzaprav Rotis? No, najprej lep pozdrav vsem skupaj, dober večer tudi v studio. Zahvala vam za povabilo z idejo, da se bomo lahko predstavili. Namreč dejansko je posel s Patrio nas zaznamoval na način, ki nam ni bil ljub. Čeprav smo se zavedali, da je ta izkrivljena podoba v Rotisu, ki se je razširila medijsko po Sloveniji pa tudi po svetu, skozi določene uradne osebe bila načrtno lansirana zgodba in tudi narejena s točno določenim namenom. Mogoče sem toliko, da povem, da smo bili prikazani kot mali trgovci iz Trzina, malo revno podjetje, kjer naj bi bila samo 2 zaposlena, pa še to samo za določen čas, za polni ali pa polovični delovni čas. Tako da zato smo tudi sprejeli vaš poziv in povabilo in danes sva z Skebetom tukaj, da predstavi v Rotisu Sloveniji vse naše dejavnosti, s katerimi se je Rotis v vseh 20 letih svojega obstoja preživljal. Poudarek bova naredila na proizvodni dejavnosti, tako da mogoče bi pa uvodoma samo to povedala, da ne želiva dati poudarka Patriji oziroma v Patriji sploh ne želimo govoriti, ker Patria nam za naše delo in poslovanje ni bila nikoli ključna in želimo, da Slovenija spozna Rotis še po drugi plati. Ste pa v bistvu s tujimi družbami oziroma zastopstvom tujih družb se ukvarjate od leta 1995 oziroma že prej. Ste sodelovali tudi z Ministrstvom za obrambo pri nabavi vojaške opreme. Tako je. Začeli smo, če se navežem na iztočnico prej, da je bilo podjetje ustanovljeno leta 1991, ustanovil ga je moj mož, on je sicer strojni inženir, delal je v podjetju ITAS v Kočevju od svoje mladosti, kjer je tudi kot kasneje nazadnje kot tehnični direktor tudi sodeloval pri vzpostavljanju proizvodne oziroma tehnologije za proizvodnjo aksialnih ležajev. Tako da, ko je šel ITAS potem v stečaj, je bila ideja v njemu, da to pridobljeno znanje in strokovnjake, ki jih je takrat v ITAS-u poznal in imel, in če ne bi dejansko on tega storil, bi to znanje šlo v propad verjetno na nivoju Slovenije, in se potem ustanovil podjetje z idejo, da bo ta program razvijal naprej. Zdaj, mogoče, če bi zdaj da bi prikazali tisti graf, ki smo vam ga dali, v bistvu, kakšni so pravzaprav, imamo graf, kakšni so bili pravzaprav začetki razvoja podjetja, s čim ste se na začetku ukvarjali? No, prva leta smo bili, dejansko smo poskušali ta program aksialnih ležajev prodajati po svetu, predvsem Avstrija, Nemčija, teh bližnjih državah. Tisto, kar smo dobili naročila, smo v teh prvih letih proizvajali v kooperaciji v Sloveniji. S tem, da jasno, to je bilo premalo, treba je bilo preživeti, in smo prodajali tudi standardni program ležajev, se pravi serijske ležaje za potrebe, avtomobilske industrije različno, pa tudi druge programe. Tako da začetki so bili težki, začeli smo res praktično od nič v najetih prostorih. Tako da potem je šel razvoj naprej. Zelo pomemben mejnik v razvoju Rotisa je bil, ki nas je odločilno na vse poti naprej zaznamoval, je bila odločitev, da bomo postavili svojo lastno proizvodnjo. To je bilo leta 1994.
Takrat smo tudi v Kočevju, ja, tako je, z nakupom prvega proizvodnega objekta, to je bilo približno 600 kvadratnih metrov. No, takrat smo se tudi soočali z določenimi težavami. Jasno, kot mlado podjetje nismo dobili kredita, težko je bilo, mislim, dejansko smo, mogoče bi tukaj omenila neko zahvalo, ki je recimo iz hvaležnosti do staršev Ivana, ker takrat dejansko smo prišli na eno točko, ko nam nobena banka ni hotela dati kredita, ker jasno riziko je bil velik, mi smo bili mladi na začetku poti in če ne bi hoteli pa so zavarovanje za hipoteko, ne, na nepremičnini, mi dva nobenih nepremičnin takrat nismo imela in sta potem starša praktično za hišo, v kateri sta živela in se trdo delala celo življenje, sta dovolila, da sva jo dala kot prvo zavarovanje, da sva lahko dobila prvi kredit. Ne. In kakorkoli se to sliši enostavno, vendarle je bila to ena prelomna točka, ker če takrat tega ne bi dobili, te možnosti, vprašanje, kam bi razvoj Rotisa šel, ali če bi sploh prišlo tako daleč, ne, ker ne bi mogli napredovati, ker proizvodnja nam je potem nas je katapultirala naprej in smo se razvijali. Lahko rečem tudi, da smo se od tega 94. leta naprej smo se potem tudi razvijali povprečno 30% letno. Letna rast, ja. Zaposlenih in realizacija. Tako je. Tako da smo tudi v tem, skozi to rast smo seveda, to je šlo vzporedno z širjenjem kapacitet. Proizvodnjo smo vzpostavili in smo delali takrat ležaje do premera 1200 mm. Potem kasneje, okrog leta 2000, mislim, da smo dokupili kapacitete, tako proizvodne objekte, seveda, ker smo se širili, kot tudi strojno opremo in smo bili sposobni recimo okrog 3000 do 3000 metrov proizvajati. Ne. Pol od leta 2010 dalje je pa naslednja ločnica, ko pa smo sposobni proizvajati do 5 metrov premera. Ležaje, zobnike, se to bo pol kasneje Danilo bolj detaljno predstavil. Leta 1996 smo že postali v bistvu srednje veliko podjetje. Mogoče bi izpostavila, da smo ravno ta največji vrhunec dosegli v Rotisu ravno leta 2008. Takrat smo imeli grozovito ekspanzijo skozi boom potreb po naših izdelkih in dejansko pol se je začela kriza. Ne. Konec leta smo že začeli čutiti udarec gospodarske krize, ampak dejansko smo tam zaključili z 26 milijoni prometa in z 150 zaposlenimi. Tako da, no, mogoče bi omenila še to, da smo leta 2005 razširili svoje kapacitete tudi v Srbijo. Tam smo postavili proizvodno, v bistvu smo z nakupom hale 10.000 kvadratnih metrov si vzpostavili pogoje za proizvodnjo zvarjenih konstrukcij nad 20 ton in pa tudi si razširili proizvodni program za ležaje do 1200 metrov, kajti potrebe so bile na trgu po teh in dejansko pri nam teh kapacitet ni bilo. Smo pa tudi mislili, ne, da bo za postavitvijo te proizvodne v Srbiji tudi lažje pride do kadra. Ne. Namreč v Sloveniji imamo problem s tem, to so le deficitarni poklici in strogarji, kovinarji in varilci. Tako, in smo mislili, da bo to pač dol v Srbiji nekoliko lažje. Ali smo se ušteli, pa vendar Dobro, zdaj, če bi recimo gospod Skebe, v bistvu, kaj pravzaprav je glavna proizvodnja dejavnost Rotisa? So to ležaje oziroma, če gremo malo pogledati od začetka nazaj, s čem ste začeli, ali je bila to bolj proizvodnja za civilne namene, recimo za bagerje, za stroje, avtobuse, ali je tudi bila v bistvu vojaška proizvodnja, oziroma zakaj so pravzaprav namenjeni ti ležaji? V osnovi smo mi začeli odnosno smo nadaljevali tradicijo proizvodne ležajev podjetja ITAS. V ITAS-u smo proizvajali ležaje za svoje lastne potrebe, kar smo pač gradili prikolice.
in to znanje, ki smo ga tam osvojili, smo enostavno prinesli v novo podjetje. ITAS je šel v stečaj takrat, ITAS je šel leta 90 v stečaj, mi smo praktično ostali na trgu brez kakršnekoli možnosti in perspektive in takrat se je gospod Crnković odločil in je ustanovil podjetje Rotis, v katerem smo izključno začeli za proizvodnjo teh ležajev. Kot je gospa omenila, prej smo delali v začetni fazi vse v kooperaciji in z našimi podjetji ali z podjetji, slovenskimi podjetji, kateri so pač imela razpoložljive kapacitete iz tega področja. To je tudi mariborsko podjetje? V bistvu. Mariborsko podjetje, sodelovali smo tudi za proizvodnjo v bistvu teh žerjavov, sodelovali smo potem z lokalnimi podjetji v Kočevju, sodelovali smo tudi z bivšo železarno Ravne, ker smo tudi tam koristili njihove kapacitete. To je šlo vse do leta 1994, ko smo praktično postavili prvi stroj in začeli za svojo lastno proizvodnjo. In takrat ste se pol usmerili v tujino, v bistvu da je v bistvu ta preskok bil iz domače kooperacije prva naročila oziroma danes vemo, da praktično večino, mislim, da skoraj vse izvažate. Že v začetku, po razpadu Jugoslavije, je praktično ta trg popolnoma razpadel. Še tista podjetja so šla v stečaj. Še tista podjetja, ki so tam metalna in tudi druga podjetja z področja bivše Juge praktično niso več obstojala. In že od prvega dneva je bilo v našem podjetju osnovni cilj izvoz. In tako se nadaljuje tudi do današnjih dni, ko izvoz praktično predstavlja 80% našega obsega proizvodne, pa še tistih 20%, kar prodajamo našim slovenskim kupcem, potem gre posredno tudi naprej na tuje trge. Zdaj imate verjetno konkurenco na tem področju manj v Sloveniji, ampak v tujini pa... V Sloveniji v Evropi, praktično recimo, konkurence iz tega področja nimamo. Evropa je zelo, zelo močna na tem področju. Imamo 5-6 vodilnih proizvajalcev tega tipa proizvodov. Je pa na Kitajskem ena množica proizvajalcev, ki zelo resno prodirajo na evropski trg, prodirajo tako z kakovostjo, njihova kakovost se bistveno dviguje in pa seveda cena, ki je v teh ključnih kriznih trenutkih eden od zelo, zelo pomembnih faktorjev. Zdaj, delali ste tudi precej za te vetrne elektrarne, ne? V bistvu, ne? Mislim, to se je nekako ustavilo s to krizo, te v bistvu ležaje oziroma tele zobniki za te elektrarne so se nekako ustavile oziroma ali ni bilo več financiranja, ali zakaj je v bistvu se... Praktično od leta 2005 do 2008 je ta branža eksplodirala. Se pravi, praktično smo lahko prodali v to branžo, kolikor smo lahko naredili. In delež do tega leta v našem podjetju je že predstavljal 30%. Vendar v tistem trenutku, ko se je začela kriza, so enostavno ugasnili viri financiranja. In z ugasnitvijo teh virov financiranja so se zaustavile velike investicije, uporaba teh ležajev se je bistveno zmanjšala. Mi smo imeli še to veliko nesrečo, da ko je kriza prišla v naše podjetje, smo bili praktično na vrhuncu proizvodne za to branžo. To pa je pomenilo, da so praktično firme zaustavile odpoklice, blago nam je ostajalo na domačem skladišču, dobivali smo repromaterial, seveda, ker je bil naročen za potrebe in za nadaljne dobave. In v enem trenutku se je zgodilo, da smo imeli cirka več kot 2 milijona evrov zalog. Moram povedati, da so bile te zaloge v večini iz področja, se pravi, od naših kupcev za vetrne elektrarne. Zdaj, komu pa prodajate v bistvu te proizvode, kdo so vaše največje odjemalce? Je to evropske podjetje ali ameriška, v bistvu, oziroma ali tudi kam drugam prodajate? V bistvu? Tako kot Slovenija je še vedno naš glavni gospodarski partner Nemčija, potem za Nemčijo je Avstrija, prodajamo potem tudi v ostale evropske države,
prodajamo tudi v Severno in Južno Ameriko, Kanado, USA, Brazilijo, nekaj tudi na Bližnji vzhod, Avstralija, del proizvodov tudi v Rusijo. Ampak to je vse civilni program, v bistvu. To so vsi civilni programi. Se pravi, to so stroji za gradbeništvo, potem vetrne elektrarne, za prometna sredstva, avtobusi, zgibni avtobusi, velika transportne prikolice. Ker se potrebujejo ti veliki ležaji oziroma zobniki. Tako je, ker se potrebujejo tej veliki zobniki. Dobro, jaz predlagam mogoče, da bi na tej točki, če režija, če ima mogoče pripravljen film, bi pogledali proizvodnjo, kako pravzaprav sploh izgleda ta proizvodnja, ki smo jo posneli v bistvu na 3 lokacijah v Kočevju. Gledamo operacijo vrtanja, pravi obroči se centrirajo, zvrtajo iz vrtine, kapacitete stroja 3000 mm, teže 5 ton cirka. V tem zobniku izvajamo kontrole površinske hrapavosti. Izdelek je bil obdelan na rezkalnem stroju, površine so bile polirane in za kontrolo kupca izvajamo to kontrolo in stvar potem tudi protokoliramo. Stružnica karusel maksimalnega premera 5000 mm, 2 suporta CNC, teža obdelovanca 30 ton maksimalna. Delajo se pa faze struženja. Tehnologija je sestavljena iz 4-5 faz. Največ je struženja, kot vidimo. Naslednja stvar je ozobljenje tam dole, montaža pa kaljenje, induktivno kaljenje. V Sloveniji konkurence nimamo na tem področju, saj ne neke močne konkurence. V svetu je pa specifično to razdeljeno tako, da svet, kompletno tržišče, svetovno tržišče obvladuje 5 do 6 proizvajalcev takega tipa proizvodov, kot ga mi proizvajamo. Naš vhodni material so v večini vroče valjeni obroči. To so obroči narejeni brez varjenja. Glavni dobavitelji so evropski dobavitelji. Rotis je podjetje, eno redkih podjetij v tej branži, ki ima kompleten sistem vodenja proizvodnje organiziran preko barkode. Vse naše tehnološke operacije so snemane in to nam omogoča natančno planiranje, natančnost, sledljivost proizvodov in v končni fazi nam omogoča tudi natančne pokalkulacije, kako in na kakšen način smo to finančno projekt zaključili in ali smo ga uspešno finančno tudi na koncu realizirali. S tem imamo sledljivost vsakega posameznika. Mi v vsakem trenutku vemo, kateri proizvodi se proizvajajo na mašini, koliko časa je potrebno za to operacijo, predviden čas in na koncu tudi, koliko časa smo dejansko porabili za to operacijo in pa seveda, kateri od proizvodnih delavcev je to izvršil, zaključil in kdo je tudi na koncu prekontroliral ustrezno kvaliteto proizvoda. To je ozobljenje, izdelava zob do modula 30, premera 2,5 metra. To je najdaljša faza naše proizvodnje. Je tudi cirka 1 ure pa 20 ur do 20-30 ur, odvisno od velikosti zoba, premera ležaja. Ključni del proizvodnje, tam je montaža, kjer se tele obroči, zunanji in notranji obroč se sestavijo s kroglicami, vidimo je kontrola, 100% kontrola izdelkov. Materialni delež predstavlja v našem proizvodu približno 45%. Izdelujemo kroglične ležaje, valčne ležaje in tudi kombinacija med krogličnim in valčnim ležajem, vse odvisnosti od vrste vgradnje, obremenitev in pa seveda tehničnih zahtev, ki jih v osnovni konstrukciji specificira naš kupec. Naši ležaji se večinoma vgrajujejo v gradbene stroje, to so bageri, potem so to avtodvigala,
gradbena dvigala. Na vseh naših ležajih izvajamo poleg ostalih kontrol dimenzij tudi neporušno metodo kontrole globine kaljenja. To je eden od osnovnih in najpomembnejših parametrov, ki zagotavljajo pri ležaju kvalitetno in dolgotrajno delo in seveda s tem tudi to pomeni kvaliteto, ki jo od nas zahteva in pričakuje tudi končni kupec. To je toplotna obdelava, segrevanje na temperaturo cirka 1000 stopinj z indukcijsko hlajenje z vodo. CNC vodljive, 5 osi vodljivi, premer kaljenja do 5 metrov, 5000 mm. V tem delu Evrope take mašine ni. To je nova lokacija, kupljena pred parimi meseci. Stojimo pred Borderkom, obdelovalni center Borderk, tudi novost naše firme. Stroj je namenjen reskanju obdelovanca. Tudi na tej lokaciji imamo še en program varjenja, se pravi strojne obdelave, struženje, borderkiranje, tam od zadaj pa še varjenje. Imamo se varilnici, varjenje konkretno obročev, se stavi na montažni mizi, na koncu pa zavari. Ponovno pozdravljanje v oddaji Infokus. Zdaj malo smo si pogledali ta produkcijski proces na 3 različnih lokacijah. Če morda lahko malo pokomentiramo ta film o proizvodnji, oziroma če vas vprašam takole, koliko je recimo vrednost teh strojev in v kolikem času se povrne recimo neka investicija v takšen stroj, ki je vreden 1 milijon, 2? Ja, to je vedno težko vprašanje, kako na to odgovoriti. Seveda, sam začetek proizvodnje ni enostaven. Če hočemo postaviti in proizvajati ležaje, rabimo eno linijo strojev. To so stroji, ki so prvič visoko tehnološko zahtevni, natančni stroji in imajo tudi neko določeno vrednost tukaj noter. Se pravi, proizvodnja mora potekati neprekinjeno na teh strojih, da s tem enostavno znižamo obveznosti, ki izhajajo iz naslova amortizacije tukaj in ponavadi in običajno se življenjska doba teh strojev, odnosno čas odplačilo teh strojev, odvisnosti od investicije izračunava na 5 ali 10 let. Dobro, zdaj, če mogoče se še sam te glavne produkcijski proces, par besed mogoče še, kjer so te glavne linije v tem produkcijskem procesu, če nam lahko. V naši proizvodnji obvladujemo 5 različnih vrst operacij. Prva operacija je operacija struženja, druga operacija je operacija induktivnega kaljenja, tretja operacija je operacija vrtanja reskanja, četrta operacija je operacija ozobljenja in pa zadnja operacija je operacija montaže in pa seveda na koncu kontrole. Dobro, jaz bi mogoče predlagal, da v tem trenutku pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po oglasih še z par besed o sami proizvodnji. Režija, če lahko pogledamo oglase, pa nadaljujemo čez nekaj minut. Ponovno pozdravljeni v oddaji Infokus. Zdaj, če se še malo ostavimo v bistvu na tej proizvodnji, zdaj, kaj pa poleg teh ležajev, ki smo jih videli, in zobnikov delate še v bistvu? To, ko smo rekli, naša osnovna dejavnost je proizvodnja ležajev. Poleg ležajev proizvajamo tudi zobnike in pa ostale mehanske strojne dele, dimenzijsko v tistem razmerju, s katerimi tudi pokrivamo našo osnovno dejavnost. Proizvajamo tudi zvarjence, zato smo v letu 2005 in 2006 investirali na področju Srbije, kjer smo dokupili proizvodne kapacitete. V Srbiji imamo proizvodno teh zvarjencev in sicer do velikosti in teže 20 ton. Proizvodnja je velikosti 10 000 kvadratnih metrov, trenutno je zaposlenih 50 ljudi.
Poleg teh osnovnih proizvodov z področja proizvodne se podjetje ukvarja tudi z zastopanjem tujih firm na slovenskem in pa tudi na bivšem jugoslovanskem trgu. To so podjetja, kot so Messer Grisheim, potem je podjetje SHV, ki proizvaja velike obdelovalne centre, potem zastopamo tudi podjetje Pilos, ki proizvaja žage, tračne žage. Zastopamo tudi špansko podjetje Geka, ki izdeluje stroje za obdelavo pločevine. Poleg zastopstev pa imamo tudi dejavnost trgovine v našem podjetju, in sicer trgovina v tem trgovskem oddelku prodajamo izdelke črne metalurgije. To so izdelki, kot so odkovki, ulitki, razni profili, pločevine, jekla, se pravi področje črne metalurgije, zdaj je odvisno, ali je to v surovem stanju ali pa lahko v obdelanem stanju, kar pa potem to izvršimo na naših domačih kapacitetah. Zdaj, gospa Srnkovič, kako pa financirate potem nakup proizvodnih prostorov, opreme? Rekli ste na začetku, da ste imeli velike probleme z pridobivanjem kreditov, kako potem pa financirate celotno proizvodnjo, v bistvu, iz čega? No, dejstvo je, da takrat začetek je bil najtežji. Potem, ko smo tisti kredit odplačali, potem je tudi banka pridobila malo več zaupanja do nas. Tako da so nadaljna financiranja, moram reči, skozi takrat, da govorim samo do krize, bila nekako enostavnejša. V glavnem, dejstvo je, da smo v celem obdobju od leta 1994 pa do danes investirali cirka 9 milijonov evrov različnih investicij, tako od 1994 naprej. Če se dotakne strukture virov teh, zato je cirka 75% so bila lastna sredstva, se pravi skozi ustvarjene dobičke preteklih let smo investirali in jih s tem tudi vračali nazaj v firmo. Cirka 25% od vrednosti investicij smo imeli pa najete kredite. Tako da lahko rečem to, da smo kredite vedno odplačevali in jih še odplačujemo v rokih. Nikoli ni bilo z bankami potrebno dogovarjati reprogramov teh kreditov, tako da smo skozi celotno dobo investiranja, teh 15 let, 20, enostavno pridobili pri bankah visoke bonitetne ocene. V tem trenutku tudi visoke? Tudi smo njihovi najboljši komitenti, ker kaj je ključno, nikoli nismo investirali brezglavo. Vedno smo investirali samo toliko, kolikor smo vedeli, da smo sposobni odplačati. Tako da, mogoče, če se samo na hitro omenim, za neke večje investicije smo mogli od banki tudi investicijski elaborat predložiti. Noter so določeni poslovni kazalniki, ki opredeljujejo razvoj na nadaljnjih 5-10 let, recimo, odvisno, kako so bili pogoji. In ko smo mi potem pogledali nazaj, smo ugotovili, da smo vse te številke praktično presegli, tudi za 30-40% te napovedi. To ni neka tajkunska oziroma krediti na lepe oči? Absolutno ne, sicer si naj to gledalci sami ustvarjajo to mnenje, dejstvo je, da to tako je in da tudi dejansko kredite, ki smo jemali, so bili zavarovani, trdo zavarovani z bistveno višjimi vrednostmi, kot so bili najeti krediti. Tako da, mogoče bi tole rekla, da mi nekako ni jasno, kako lahko v tej isti državi nekateri so jemali milijonske kredite, 100-milijonske kredite, pa jih zavarovali z vrednostmi, ki, ne vem, verjetno niso pokrivale, sploh ne mogoče, da so pokrivale obresti, v bistvu. Ne obresti, sploh glavnica, kaj šele obresti. Tako da ti krediti so ostali nepoplačani, kar je naprej pomenilo, da so banke padle v kolaps, denarja ni in banke danes, ko si družbe najbolj potrebujemo financiranjem pomoč skozi banke, vire financiranja, banke niso sposobne podpirati gospodarstva. Zdaj, koliko je bila pa v tej strukturi poslov vaših, koliko je bila v bistvu
celotna Patria oziroma to zastopstvo Patrije? Lejte, Strukturi financiranja in strukturi posla, recimo, mislim. Lejte, posel Patrije za Rotis ni bil nikoli ključen. Mi smo se posle Patrije lotili resnično, imeli smo ga kot poslovni izziv. Naša zgodovina... Dodatno, v bistvu, poleg tega osnovne proizvodnje. Seveda, mi smo se ukvarjali z zastopskimi programi in to je bil pač ena možnost, malo večji projekt, ki nam je bil zato tudi izziv. In dejansko smo bili zelo veseli, ko smo ga dobili, tako da mogoče, če bi res tisti graf prej nisem opazila, Ja, no, lahko da je režija, bil prej če nam na... pokaže ta graf iz realizacije in zaposlenih. Namreč, ne, tale graf prikazuje letne rasti skozi realizacijo podjetja zadnjih 20 let plus število zaposlenih, ampak želim posebej poudariti, da so to rasti in številke, ki gor vidite, izključno brez posla s Patrijo. To so, se pravi, ne, mi smo vse to, kar je gor prikazano, je dejansko vsa naša realizacija brez realizacije posla Patrije, kar lahko rečemo, ne, da smo leta 2008 dejansko, mogoče bom tako začela, ne, da prve dobave iz posla Patrije so nastale leta 2009. Ne. Dejansko smo mi takrat že padli v krizo. Mi smo leta 2008 pred krizo, takrat v bistvu vrhunec smo doživeli, ker smo imeli tistih 26 milijonov evrov prometa, pa 150... Letnega prometa, v bistvu 16 milijonov realizacije. Ja, tako je. Tako da takrat, ne, mi smo vse to izgradili, ne, bili 9-kratna slovenska gazela, bili na listi največjih slovenskih izvoznikov, vse to smo izgradili stabilno, sfinansirali, bili sposobni kredite odplačevati, pri vsem tem pa nismo dobili niti evra, bom rekla, z posla Patrije do leta 2009. To pomeni, da so vsi ostali naši programi, ki si jih v podjetju izvajamo, morali praktično skoraj 4 leta financirati naš program, se pravi program posla 8 kolesnikov, ker smo bili pač po pogodbi s Patrijo vezani na plačano realizacijo oziroma po pogodbi, ja, s Patrijo, ja, tako je. Vi ste v bistvu sodelovali sam pri tej razpisu, glavnem, ne, v bistvu pri proizvodnji, pa ne več potem, v bistvu, ne, mislim, v razpisu. Lejte, mi smo bili v poslu mišljeni kot proizvajalci določenih sklopov za vozilo. V ta namen smo tudi v Kočevju postavili halo. Mislim, da zdaj ni bila posneta. A ja, je bila, en del je bil, ja. Se pravi, zgradili halo 500 kvadratnih metrov, kjer smo mislili te sklope za vozilo proizvajati. Vendar se je prej zgodilo scenarij tak, kakršen se je, zgodila se je prekinitev pogodbe, zmanjšanje števila vozil, tudi teh komponent, katere smo mi mislili proizvajati, ni bilo več v planu ministrstva, ker oni so zaradi finančnega stanja ali pa dejansko zmanjševanja proračuna v tem delu tudi bili prisiljeni krčiti ta vozila, ne, in v tem novem naboru vozil ni bilo več tega sistema, katerega bi mi proizvajali. Tako da je dejansko ostala hala neizkoriščena, dolga leta ostala prazna, potem smo jo pa izpopolnili z svojimi... Z drugimi programi. Tako, ja. S kakšnimi programi, kako ste nadomestili v bistvu ta izpad, oziroma v katere programe ste šli? Zakaj mogoče ta vojaški program ni več tako atraktiven, ker pač pri nas vojaške industrije ni, praktično mi kaj dost sami v vojaški industriji ne proizvajamo, oziroma čeprav vemo, da je Slovenija bila praktično prej, še v času Jugoslavije, eden glavnih bi rekel partnerjev ali kooperantov te namenske industrije v Beogradu, ki je bila predvsem. Seveda je to ena od teh vaših odgovorov, ste že sami podali, vendar v osnovi je bil nami osnovni interes izvoz. Se pravi, da ostanemo v področju, katerega obvladujemo, katerega poznamo, za katerega imamo tudi trg. In potem smo vse aktivnosti enostavno usmerili v razvoj tega trga. Se pravi, ležaj kot tak osnovni naš proizvod.
Kaj pa recimo ruski trg ali pa recimo, kaj jaz vem, države tretjega sveta, kot so, ne vem, zalivske države in to v bistvu s temi sodelujete? Imamo kontakte z temi državami, tudi prodajamo na ta področja, vendar obseg teh poslov trenutno še ne dosega neke omembe vrednega obsega. Je pa naš cilj in seveda tudi neka naša strategija v prihodnje. Posebej je tukaj zanimiv ta ruski trg, ki je, sami vemo, zelo, zelo velik, tudi iz tega področja zelo, zelo močan. Navezujemo kontakte, poskušamo prodreti na to tržišče, ni pa enostavno. Ste pa v bistvu svetovno, lahko rečete, svetovno podjetje, ki praktično je skoraj 100% izvozno in praktično na vseh kontinentih sodelujete, v bistvu s vsemi kontinenti. Praktično ni kontinenta, kjer ne bi prodajali. Praktično skoraj da ni kontinenta, na katerega ne bi prodajali naših izdelkov. Seveda, nekateri kontinenti so bolj zastopani, nekateri so seveda manj, odvisno od trenutnih pogojev in pa seveda tudi pogojev, ki jih ima sama država, odnosno kontinent iz tega področja. Za kje pa nabavljate te repromateriale oziroma te polprodukte ali pa odkot jih dobivate, v bistvu odkot kupujete? Naš osnovni material je obroč. Se pravi, to je vroče valjan obroč brez spoja. Tega ne delajo naše železarne, oziroma to so specialna jekla, v bistvu. Tako je, to so visoko legirana jekla. Za izdelavo obročev je potrebno imeti tudi posebno tehnologijo. Trenutno se oskrbujemo iz Italije s temi obroči. Del obročev kupimo tudi v Nemčiji in pa del tudi na Češkem. Je pa naša pobožna želja za bližnjo prihodnost, priložnost za to smo že imeli, da tudi enkrat sami pridemo do te tehnologije, saj je ta tehnologija in ta postopek pridobivanja osnovnega materijala, se pravi materijala, ki ga mi uporabljamo v naši proizvodnji, ena od strateških operacij, ki jo želimo potem tudi v naši prihodnosti imeti v svojih rokah, se pravi pod svojo streho. Zdaj, to so kar visoko tehnološki in zahtevni proizvodi. Zdaj, če pustimo to robotsko ali pa računalniško tehnologijo, so to najbolj zahtevni procesi, v bistvu produkcijski teh ležajev in teh zadev. Tako je, to je kot pri vsaki proizvodnji, ima določene specifike, tako ima tudi naša proizvodnja določene specifike. Predvsem je glavna in najpomembnejša stvar induktivno kaljenje, zato so šle tudi vse naše zadnje investicije v to smer, kjer Kaj to pomeni induktivno kaljenje? To pomeni površinsko utrjevanje površine materijala, se pravi, material površinsko induktivno segrejemo na določeno temperaturo. 1000 stopinj recimo. Ja, 950 000 stopinj, ga potem z emulzijo ali vodo ohladimo in zaradi te operacije se površina utrdi. To pa pomeni, da preprečimo kroglici, da se potem vtisne v površino samega izdelka. Ampak te zobniki so pa že narejeni ali se istočasno delajo na teh krogih, recimo, kot smo videli tam? Zobniki so ponavadi v samem sklopu ležaja, ker lahko imamo tudi varianto, da imamo ležaj, ki nima zobnika, vendar je potem za pogon kompletne nadgradnje potrebno še posebej zobnik in pa seveda iz tega potem tudi motor. Zdaj, če se vrnemo, gospa Crnković, še malo mogoče vendarle na to namensko proizvodnjo oziroma na to nesrečno zgodbo z Patrio, ne, v bistvu, koliko je pa sploh v tej strukturi letnega, recimo letne realizacije, sploh recimo 2009 ste rekli, da so bili prve Patrie narejene, v bistvu, koliko je pa sploh procentualno v vaši strukturi to preneslo pravzaprav posla, oziroma koliko bi preneslo, če bi se realizirala celotna zadeva? V bistvu. Na ta način nimam podatka, lahko rečem, da se ve, pogodba s Patrio je bila predvidena oziroma z Ministrstvom za obrambo, da se dobavi 135 vozil. To bi bilo od leta, se pravi, prve dobave so bile predvidene za leto 2008, pa tam do 2013.
Tako da v tem celotnem obdobju bi seveda verjetno nastalo, če ne bi bilo nekih drugih takih nepredvidljivih stroškov, ki so nastali zdaj s to prekinitvijo, pa tudi za afero. Tako da Ste imeli izgubo, v bistvu praktično s tem ja, poslom? dejansko smo posel zaključili izgubo. Toliko je bilo teh okoliščin, ki so botrovale nepredvidljivim stroškom, se pravi, prej sem že omenila tudi tisto proizvodno halo, ki jo sicer ne bi zgradili in bi ta sredstva takrat namenili kakšne druge investicije peljali. Tako da, lejte, v celem obdobju 30 vozil, cirka 64 milijonov evrov je bilo tako približno, ne. Tako da od tega je Rotis imel svoj minimalni procent za svoje delo. Treba je vedeti, da je v poslu Patria od vsega začetka povprečno, lejte, nas je delalo cirka 8 ljudi. Zdaj bo nekdo rekel, ok, na koncu nismo, ne? Ampak ko se je razpis pripravljal, smo imeli angažirano ekipo več kot 10 ljudi, 12 ljudi je delalo v največ času. Potem se je pa odvisno od potreb, ne, kaj se je delalo, kako se je delalo, smo prerazporejali delavce na tista dela, ki so bila takrat pomembna. Tako da dejansko je projekt moral preživeti povprečno, cirka 6-7 ljudi v tem obdobju, s tem, da jasno realizacija ni bila popolna, taka kot se je bila načrtovana. Če bi bilo samo toliko vozil, bi se verjetno pogajali s Patrijo za višji procent in tako naprej. To je vse stvar ekonomije. Ampak niste predvidevali, da bo v to smer šlo zadevo? Na začetku? Ja. Na začetku smo bili pozitivno vsi in je tudi, bom rekla, za Slovenijo škoda. Dejansko velika škoda, da je do tega prišlo, ker projekt je bil dejansko zanimiv in vse zadnje bi tudi Slovenija danes imela vozila, se je pa končalo. Kaj pa recimo, v bistvu, a je možno v Sloveniji izpostaviti neko namensko, mislim, koliko je te namenske industrije, v bistvu vojaške industrije, verjetno imate malo širši pregled nad tem, kaj se pravzaprav dogaja, razen vemo, da Fotona dela nekaj, a še katere druge te velike firme, ki so včasih delali za te namenske industrije. Iz našega področja, se pravi, če se usmerimo v to smer, pa kar je potem tudi v preteklosti Slovenija proizvajala, se bi ta proizvodnja zelo težko vzpostavila. Bi se težko vzpostavila. Recimo tam vemo, da je tudi v bistvu delal precej za vojaško industrijo. Je proizvajal samo, v tem času so šle stvari bistveno naprej. Že takratna tehnologija, ki je bila v tamu, je bila zastarela in danes bi se moglo marsikaj na novo postaviti, na novih temeljih, da bi se to izgradilo in seveda ne za naše potrebe, tudi naprej uspešno tudi naprej prodali. Kdo je pa v bistvu recimo zdaj v tem trenutku number one proizvajalec orožja in tega, predvsem iz tega področja, recimo, kar vi poznate, mislim, ker se potrebujejo ti ležaji, tanki, recimo, to je Nemčija, Rusija, v bistvu. Detaljno te stvari ne poznam, zaradi tega, ker praktično v to področje ne posegamo z našimi, ne prodajamo, so pa to ponovadi svetovno znani se pravi podjetja in pa države, ki so poznani kot svetovni izvozniki orožja, kot so Nemčija, Amerika, Izrael, Rusija, Kitajska. In vendar s tem praktično nimamo več stikov. To so v bistvu večinoma pol zagotavljajo same te dele za te vozila, recimo. Večinoma verjetno se oskrbujejo iz lastnih virov, tako da praktično niti do nas ne pridejo. Da bi recimo en večji posel taki dobili iz tega področja, je malo možnosti? Zelo malo možnosti. Trenutno se z njim ne srečujemo s takimi posli. Izvolite, gospa Crnković, ste hoteli še nekaj dodati? Ja, želela sem to dodati, da dejansko sicer posel Patrie za nas ni bil vključen, lahko pa rečem, da smo imeli posredno zelo veliko gospodarsko škodo, ki nam je nastala. Namreč takrat, v letu 2008, smo se pogovarjali z nekim našim dolgoletnim partnerjem, ki je sicer tudi naš kupec, da bi investiral z nami za postavitev proizvodne za valjanje obročev. Se pravi, takrat nam je bil... To, kar ste zdaj v bistvu sami postavili. Tako je. Bil je pripravljen vložiti 5 milijonov evrov, tako da
Ne, nismo postavili, ampak imamo. Postavljate v bistvu. No, Ja, to so Plani naši imamo, plani, strateški načrti za prihodnost. Ja, ampak no, s tem bi dejansko prinesel v tistih najbolj težkih obdobjih, ko se je začela kriza pojavljati, bi imeli sveži kapital, zaposlili bi nove ljudi. Boste morali pa odpuščati, v bistvu vmes, ne, v bistvu. Seveda, ja. Imeli ste prek 300 ljudi, ne, v bistvu že v najboljših časih, potem pa ste Tako zmanjšali na je, 150 oziroma mi smo zdaj zopet praktično prepolovili število zaposlenih. Ne. povečujete število zaposlenih ponovno. V bistvu. Zdaj pa spet ponovno povečujemo. Ja. Tako da, no, in takrat, ko se je ta afera začela, je on se dejansko odločil zaradi rizikov tukaj, da bo od tega To odstopil. je tuje podjetje ali? Tu je podjetje, naš kupec, ki sicer to ne pomeni, da je izgubil v nas zaupanje, kajti mi s njim še zmeraj dobro sodelujemo in je naš eden od večjih kupcev. Vendar ta, se veste, gre za zadevo sovlaganja v firmo, kjer so lastniška razmerja pač nekaj pomenijo, tudi določene odgovornosti, tako da je pač iz teh rizikov, ki so se skozi afero kazali, odstopil. In tukaj mi smo imeli pravzaprav tisto res največjo škodo, ki nas je prizadela, ker nas je onemogočila v nadaljnjem razvoju. To bi nas resnično katapultiralo zelo daleč naprej, ne. Imeti lastno proizvodnjo valjanih obročev, ne. To je strateška možnost. To je strateška možnost in zelo velika neodvisnost. Praktično si Tako, potem ja. neodvisen. V bistvu praktično celoten produkcijski proces in ne rabiš več teh polizdelkov. Tako je, praktično imaš vse pod svojim okriljem, obvladuješ kompleten proces, to pa pomeni, da kakršnikoli pretresi na trgu praktično ne pridejo do tebe. In lahko potem tudi strukturo cene v bistvu bolj ugodno postavljaš. Ja, seveda normalno, ker vsako podjetje, ki se deluje v oskrbovalni verigi, nekaj zasluži. Ja, ker ste rekli, da v bistvu recimo 45% je surovina, potem 50% po vašega dela. Tako je, 50-60%. Zanima me, mislim, ker imate precej stikov, predvsem z tem nemškim, z Avstrijo, z Nemčijo, v bistvu vem, da dosti sodelujete, ne, tudi z Italijo, no, ampak kako gledajo recimo na Slovenijo v tem trenutku, v bistvu kakšne so v teh pogovorih z dobavitelji. Ne. Proces je zelo dolg, ne, nabave pri vas. Približno 3 leta od začetka pogovorov do nekega začetka proizvodnje oziroma do prvih je 3 leta, ste rekli približno. Ja, žal je ta naš proizvod tak proizvod, da ni to, naprimer, da greš ti pa kupaš katalogsko številko, trgovina, tako je, in potem ugradiš v svoj izdelek. Ne. Moraš je čez neko določene faze prvič pogajan, potem je tehničnih potrditev, usklajevanje tehničnih. In testiran v bistvu potem. Ja, tudi prototipe, potem nulta serija in da prideš do enega pravega, se pravi serijskega proizvoda, to vzame resnično 3 leta ali v nekaterih slučajih. In v tem času moraš v bistvu investirati celo proizvod. Tako je. Mogoče še par besed, ker smo praktično pri koncu, kakšne so načrti, v bistvu nekaj ste že o tem povedali za prihodnost, še obema vprašanje. Kje vi vidite v bistvu še tržno nišo, v bistvu pravzaprav. Rekli ste, da bi obvladovali celoten produkcijski proces, da bi sami v bistvu te valje proizvajali, ampak kaj pa še kaj drugega? V bistvu? No, če začnem popolnoma na začetku, pri vsaki taki proizvodnji, kot jo imamo mi, je zelo pomembna stvar in sicer, da imaš denar. Mi ga danes na drugačen način kot to, da ga izdvojimo iz svojih lastnih virov, da ga zaslužimo, praktično ne dobimo na trgu. To pa pomeni, kaj je naš osnovni in primarni cilj. Dobavitelji pa niso pripravljeni financirati recimo v bistvu proizvodnje ali pa tujih bank v bistvu priporočiti. To je mogoče, ampak najprej je potreben začetek. Se pravi, najprej moraš imeti vzpostavljeno proizvodno in potem se razgovori lahko grejo naprej. Se pravi, kaj potrebujemo danes? Danes potrebujemo kapital. Dobimo ga samo na en način, se pravi, da zaslužimo. To pa pomeni, da je naš osnovni in primarni cilj v tem trenutku, da povečamo naš obseg proizvodnje. Se pravi, da tudi povečamo našo notranjo učinkovitost, kar pa pomeni, da imamo potem tudi, da smo konkurenčni na trgu. To pa pomeni, da imamo možnost investiranja in razvoja v prihodnje. Zdaj mogoče še, gospa Crnkovič, kakšne načrte imate v bistvu glede na vse, kar se v zadnjem času dogaja v zvezi z Rotusom?
No, lejte, tole, kar se kar bo, ne? dejansko je zelo pereč problem najti vire financiranja. Ne? Ker dejansko v Sloveniji, glede na situacijo v bančnem sistemu, najbolj trpijo mala in srednja podjetja. Dejansko kreditov ni, virov financiranja ni, razen tistih iz lastnih sredstev, kar je premalo za neke odločne korake naprej. Tako da mala in srednja podjetja bi mogla biti gonilo gospodarskega razvoja v neki državi. In tukaj je problem. In mi tudi iščemo vire financiranja že tudi v tujini, tudi poslovni partnerji nam pomagajo pri tem, nam zaupajo, lahko rečem, in tudi dajo dobre besede. Tako da, lejte, delamo na tem in upam, da bomo v tej pogledu kaj naredili. Druga zadeva, ki je naš nek strateški cilj, je tudi, da poiščemo strateškega partnerja v Rusiji ali pa v eni od azijskih držav, z njim ustanoviti mešano podjetje in na ta način bi potem tudi bi bil lažji prodor na trge, kjer nismo prisotni ali smo pa premalo prisotni. Tako da to je ena taka zadeva. Na kratko, na grobo, itak pa cilje prilagajaš na trenutno situacijo. Dobro, jaz bi se vam seveda zahvalil za to. Ja, izvolite. Ja, jaz bi, če dovolite, sem še minuto rada rekla tole zaključno besedo, ki sem si jo pripravila, da dejansko na terenu se v Rotisu širi glas, da se v Rotisu pa naprej delata, kar je težko delati. Dejansko lahko rečem, da je ekipa ljudi v Rotisu navajena delati, trdo delati, tudi v težjih pogojih, vendar večina od njih delo sprejema kot vrednoto, ker brez trdega dela ni napredka. To se je ves čas do zdaj pokazalo v preteklosti in je tudi formula za zmago v prihodnosti. Tako da rada bi se ob tej priložnosti zahvalila vsem sodelavkam in sodelavcem za njihov delovni in osebni prispevek k vsemu, kar smo do zdaj v Rotisu ustvarili, in tudi za njihovo pripadnost podjetju. Moram reči, da se z Ivanom zelo dobro zavedava, da samo dobro vodstvo ni dovolj. Da so za realizacijo vedno potrebni tudi ljudje, ki za tabo iskreno stojijo in skrbijo, da je delo dobro in profesionalno upravljeno. Brez tega žal ne gre in lahko rečem, da ob taki ekipi ljudi, ki v Rotisu je, sem trdno prepričana in verjamem v to ekipo, da bomo tudi zmagali vse prihodne izzive skupaj in složno. Jaz vam želim, da seveda najdete kapital, da najdete strateške partnerje. Zahvaljujem se vam za to izčrpno, bi rekel, predstavitev z neke popolnoma druge plati, ki mogoče javnosti slovenski ni bila znana, ampak seveda vam, spoštovane gledalke in spoštovane gledalci, pa hvala za pozornost.